Hvala lepa, profesor Mikličev. Vabim Aleksandra Panika, profesor dr. Aleksandra Panika, da postavi svoj referat zgodovina podeželja in kmečka ekonomija v zgodovino veku fotografije narode. Gestilne grafije. Zahvaljujem za povabilo na današnji simpozij. Sicer ni najlažja naloga nastopiti po vseh teh referatih, tudi ker nas je kaj že povedano, in upam, da bo uspelo vseeno biti dovolj izvijeno. Zgodovina podeželja je širok pojem, saj zajema tematike, ki sodijo na različna polja zgodovinopisja. Pod njenim okriljem se najdejo vprašanje ekonomske, socialne in pravne, tudi politične in kulturne zgodovine, spolov in vsaj še zgodovinske antropologije. Čeprav je zgodovino podeželja na pojmovni ravni mogoče precej jasno definirati kontrasti za zgodovino mest in urbanih okolij, to še ne pomeni, da bomo na podeželju soočeni s socialno homogeno stvarnostjo in posledično enostavnejšo zgodovino. Poleg številčno prevladujočega kmečkega prebivalstva lahko namreč računamo na to, da bomo naleteli vsaj še na plemiče, obrtnike, trgovce, podjetnike in delavce. Nekateri od omenjenih možnih vidikov in bran znotraj zgodovine podeželja so že zajeti v drugih referatih. Zato jih tu ne bom podrobneje obravnaval. Zgodovina podeželja je tudi tematski prostor, znotraj katerega bi lahko obravnavali zgodovinopisni problemi stovetenja slovenske zgodovine z zgodovino kmečkega stanu, ampak tudi to smo že slišali in so se torej pravilno odločili, da tega ne bom zajeli. Kljub navedenemu širokemu spektru družbenih subjektov, ki nastopajo na podeželskem prizorišču, vseeno drži, da se zgodovina podeželja v nekoliko ožjem smislu vendarle osredotoča na kmetstvo. Vprašanja, s katerimi sodobnejša zgodovina podeželja naslavlja kmečko stvarnost, so številna in različna in obenem bolj ali manj klasična. Družbena razmerja in razmerja moči, kmečki odpor, produktivnost zemlja, agrarni sistemi, produkcijski odnosi, posebne oblike, da ne naštevam dan. To, kar je morda najbolj novo, je pomik težišča raziskovanja do strukturnih vidikov na dinamičnost znotraj podeželja. Lahko bi predlagali opredelitev, po kateri bi aktualno zgodovino podeželja, ki je uporabljen kot prevod angleškega izraza rural history, torej ruralna zgodovina, razumeli kot problemsko posodobljeno področje, kateremu smo nekoč rekli agrarna zgodovina. Ta je tudi v slovenskem zgodovinopisju že zasedala pomembno mesto. To posebej pomembno mesto pa je uživalo ravno v času, ko sta pri nas delovala Bogo Grafenauer in Ferdo Bistrin. Ker je časovni del prispevka že opredeljen za obdobje zgodnjega veka, je te uvodne ugotovitve omogočajo še vsebinsko zamejitev, saj se bom zadržal znotraj okvirov kmečke, in sicer agrarne in neagrarne ekonomije. Najprej bom svojo pozornost posvetil Grafenauerjevemu in na to še Bistrinovemu delu. V sklepnem sklepu pa bom predstavil nekaj po moje odprtih nalog. O kmečka ekonomija po Grafenauerju. Sklop Grafenauerjevih spisov o kmečki ekonomiji, ki ga bom tu predstavil, se upada z njegovimi prispevki k prvemu zvezku zgodovine agrarnih panog in pa k drugim. Sama oblika in strukturiranost tega kolektivnega dela, ki je enciklopedične narave, razumljivo opredeljujeta tako stil, kot tudi vsebino Grafenauerjevih prispevkov v njej. Kljub temu je mogoče opaziti, da ga enciklopedična naravnanost dela ni odvrnila od navezav na tedanje slovensko vizualno literaturo, kar pa je še posebej omembno tudi ne od problemskega pristopa in nakazovanja odprtih vprašanj. Tako pri obravnavi poljedelskih orodij, na primer, lahko zasledimo navedbo še neizkoriščenih tipologij arhivskih virov, to bi posebej izpostavil popise kmečkega premoženja, in dolgo zelajoča vrzel v poznavanju te tematike za obdobje zgodnjega novega veka. Navesti velja tudi Grafenauerjevo prepričljivo kritično omembo vprašanja povezanosti poljedelskih orodij s kmetijskimi tehnikami in agrarno hrano, medtem ko je v manjši meri zaznati njihovo potencialno vlogo pri razumevanju agrarne ekonomije v širšem smislu, kot je takrat že prepričljivo pokazal Karlo Polnik v Italiji.
V skladu z enciklopedično koncepcijo se Grafenauer temu vprašanju sicer posveča v poglavju o politeljskih obdelovalnih načinih, vendar ostaja na precej splošni ravni in zelo previden, čemu je očitno potrovalo stanje v tedanje literaturi. V sedanje ni dosti boljše. Tudi v tem primeru obdobje zgodnjega veka deluje kot neka siva lisa, skozi katero se nespremenjene nadaljujejo v srednjem veku oblikovalne značilnosti, dokler ne naletimo na izrazitejše razvojne spremembe od konca 18. stoletja dalje, ki jih Grafenauer ustaljeno povezuje z administrativnimi ukrepi pri delitvi Srenske zemlje in s tem povezanim opuščanjem na triletnega kolobarjenja s prahom. Tako vizijo bi verjetno bilo smotrno nadgrajevati. Še najbolj problemsko naravnan Grafenauerjev prispevek kmečke ekonomiji v zgodovini agrarnih panog je tisti, ki obravnava gospodarski obrat kmetije, pri čemer so posebej lucidno predstavljeni metodološki izzivi in problematičnost virov za rekonstrukcijo gospodarskih računov posameznih kmetij za obdobje pred 19. stoletjem. To je poleg težavnosti izračuna, za katerega predlaga uporabo retrogradne metodologije po Abelu, pomenljivo in prepričljivo opozoril tudi na to, da bi morala taka analiza zajeti tudi neagrarne zaslužke kmečkega prebivalstva, zadolžitev, davke in tako dalje. Navedena šibka opora v virih v Grafenauerju odločilno vpliva na periodizacijo možnih raziskovalnih rezultatov, kljub temu pa je mnenja, da tako različno pripravni viri za sklepanje gospodarskem delovanju kmetije vseeno omogočajo tudi periodizacijo njenih temeljnih prehodov. Navajam. Tako določa periodizacijo obravnavanja kmetijskega obrata v največji meri struktura virov glede na elemente problematike, ki so po njih dostopni. Do srede 18. stoletja gre pri tem predvsem za analizo strukture kmetijskega obrata, v kateri je mogoče njegov razvoj razdeliti v dve velike obdobje. V obdobje srednjeveškega, autokratičnega kmetijskega obrata, približno do meje 14. in 15. stoletja, ter v obdobje njegove delne pritegnitve v blagovno denarno gospodarstvo pod vplivom zgodnjega kapitalizma. Pri tem se poraja po mojem mnenju legitimno vprašanje, ali smo lahko prepričani, da je bila kmečka ekonomija v srednjem veku in tudi v poznem srednjem veku avtarkična. Ali smo gotovi, da se njeno odpiranje blagovni menjavi začne šele z tako imenovanim zgodnjim kapitalizmom. Ali si lahko brez pomisleka strinjamo s tem, da je med sredo 18. in sredo 19. stoletja kmečka ekonomija na Slovenskem dejansko doživela tako korenito strukturno spremembo in agrarno-tehnično revolucijo. Sam o vsem tem nisem prepričan, sem pa prepričan, da nas na tem čaka še veliko dela. Sicer sam Grafenauer po eni strani trdi, da skoraj do konca srednjega veka ima kmetijski obrat zaprt, avtarkičen in naturalni značaj in da je kmečka življenjska realnost skoraj izključno odvisna od pridelkov lastnega gospodarskega obrata. Kako pa naj se to sklada z njegovo lastno ugotovitvijo, da je že sedaj mogoče trditi, da so pogoji na triletnega kolobarjenja na kmetijah s 6 do 10 hektarov površine ni bilo mogoče preživljati z poljskimi pridelki. To so pa kar velike mere za slovenski prostor, kjer je bila večina kmetij še manjša. Malo preskočim, ne bom predolg. Sam Grafenauer je navedel, da je temeljna podlaga za kmečko trgovino bila naturalna menjava žita za sol v mestu. No, o kateri prvo poročilo imamo iz Pirana že leta 1274, a popolnoma se je razvila v drugi polovici 15. stoletja. V vsakem primeru je mogoče skleniti, da do pomembnih sprememb tudi v strukturi kmetijskega obrata, ki naj bi se zgodile ob uveljavljanju blagovno-denarnega gospodarstva in pod vplivom zgodnjega kapitalizma, v Grafenauerju pride na prehodu iz poznega srednjega veka v zgodnji novi vek. Na tej točki smo pri temeljni interpretaciji geneze in identifikaciji znakov poseganja kmeta na trg, ki predstavljajo novidnejših značilnosti kmečke ekonomije na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Obveljali sta vse do današnjih dni. Postavili pa bi klasično vprašanje o zaporedju med uro in jajcem. Ali so res zunanji pritiski in oblike
v obliki dajatev in davkov tisti, ki poženejo kmete na trg v iskanju denarnih dohodkov, ali ni morda predhodna in samostojna kmetova vključitev v trgovsko menjavo tista, ki sploh omogoči nalaganje stopnjevanja tovrstnih bremen, ali ni šlo morda vsaj za vzajemno učinkovanje. In končno, ali ni morda sam Grafenauer nakazal na to možnost interpretacije, ko je povezavo med vključevanjem kmetov v trgovino ter denarnimi dajatvami in davki opredelil z besedo, da se prvo izraža slednji. Zdi se mi, da je odgovor utegnil biti pritrdilen, saj natančno branje Grafenauerjevih besedil potrjuje njegov odmik od enosmerne vzročno-posledične povezave med višanjem denarnih bremen in poseganjem po negarnih dejavnosti. To smo pravkar videli. Kakor tudi njegov odmik od teze, da je bilo pridobivanje dohodkov na trgu enostavno posledica drobnih kmetij. Grafenauerju je na eni ali dveh straneh uspelo strniti periodizacijo in smiselno sistematizacijo povezav med kmetijskim in neagrarnim delom kmečkega dohodka v slovenskih deželah v novem veku. To bom prihranil. Preden se poslovimo od Grafenauerjeve kmečke ekonomije, bom nekaj besed namenil vprašanju gmotnega položaja kmečkega prebivalstva. V gospodarskem obratu kmetije je zgodnji novi vek sklenil z mislijo, da je edina sodba, ki si jo danes že moramo dovoliti, je trditev, da sta poznali graščinska in državna omejitev pri obremenitvi podložnika le eno meni, skrajno možnost njegove povprečne gospodarske eksistence. Zato tudi v tem času živi povprečni vaščan prav na robu možnega obstoja. Kmet je vsako leto živel iz roka v usta, v najtežjih delih, z najslabšo prehrano, piše zdravstveno. 4 leta kasneje pa v boju za staro pravdo najdemo tudi dopolnjujočo možnost. Hkrati z naraščanjem tiste skupine prebivalstva, ki je posebej tesno zvezana s podeželsko trgovino na obrtjo v 16. stoletju, se je ob tem gospodarskem razvoju na vasi razvijala tudi druga, čeprav redkejša in malo številnejša skupina kmetov, ki so si s trgovanjem pridobili precejšnje premoženje in se vzdignili nad povprečje svojih sovaščanov. To pomeni, da je Grafenauer že upošteval tudi možnost, da neagrarni viri dohodka ne bi predstavljali le načina za doseganje ravni boljega preživetja in da srednja vendarle ni bila edino zanesljivo gibalo kmečke ekonomije. Kmetje so na ta način, vsaj v nekaterih primerih, tudi izboljševali svoje gmotne pogoje in življenjski standard, dvigovali svoj družbeni položaj, ter nenazadnje temu tudi zavestno težili. Dejansko je kmečka ekonomija močno prisotna tudi v Grafenauerjevem branju kmečkih uporov v zgodnjem novem veku, ki sicer predstavljajo zelo zanimivo temo slovenske in tudi evropske zgodovine podeželja, ali temu moram obravnavati. Kljub temu velja poudariti, da je njegova sistematizacija strukture vzrokov kmečkih uporov v razrednih bojih agrarnega prebivalstva iz leta 1980, ko smo danes že slišali, še vedno precej aktualna, kljub temu, da bi lahko seveda nadgradili. A tu nas zanima le povezavo med upori kmečke ekonomije. Grafenauer tako jasno in odločno pravi z najbolj pogosto, citiram, razlago kmečkih uporov v našem zgodovinopisju, po kateri so upore izvali feudalci, do njih pa pride tedaj, ko naraženo vreme preseže zmogljivo miro, ko so kmetje pritisnili na rob prepada. Grafenauer opozarja, kako je ta kliše zelo pogosto napačen. No, če pravilno sklepam na podlagi Grafenauerjevih besed, ko piše o kmečkih uporih oziroma o relativnih in subjektivnih razlogih za upor, če pravilno sklepam na podlagi Grafenauerjevih besed, naj povzamem. Za razumevanje uporniških razlogov v kmečkih očeh mora celotni čisti dohodek kmetije vključevati neagrarne vire dohodka. Obenem je treba upoštevati obstoj kmečke težnje po gospodarskem dvigu. To oboje je po mojem mnenju zelo pomembno za razumevanje novoveške zgodovine slovenskega podeželja nasploh. Če naj zaključim, v tem tematskem poglavju Grafenauer izkazuje kompleksno interpretacijo in prepoznava dinamičnost v kmečki ekonomiji zgodnjega novega veka. Tem tematikam je posebej veliko pozornost posvetil tudi Ferdo Gestrini.
Pri obravnavi kmečkega trgovanja je Gestrin opozoril na nujno vprašanje terminologije, še posebej podrobne terminologije znotraj tovorništva, ki je nujno potrebna prav za voljo jasnosti glede na razne oblike te dejavnosti. Za vse to različno tovorništvo je treba uporabljati ustrezne pojme, oziroma je treba najti ustrezne opise piše v Gestrin. To v bistvu pomeni izraziti potrebo po konceptualizaciji. Za razvojem blagovno-denarnega gospodarstva so posegali v trgovino in sami tovorili svoje lastno blago, kar imenuje kmečko tovorništvo. Poleg tega razlikuje še kmečko plačano tovorništvo in plaško tovorništvo na račun plemiča. Gestrin je predlagal tudi privatizacijo kmečke trgovine med poznim srednjim vekom in zgodnjim novim vekom. In na začetku je postavil v 13. stoletje. Opredelil je dve časovne obdobje, ki se ukvarjate z obdobjem rodiranja blagovno-denarnih odnosov na zemljiško gospodstvo in jo označuje kot prva in druga stopnja komercializacije. Navajam po Gestrinu. Od začetka prve večje krize feudalizma in zemljiškega gospodstva, posebej proti koncu srednjega veka in dalje skozi 16. stoletje, se je podeželje še v povečanem obsegu smerjalo v trgovini. Podeželjska trgovina je v obravnavanem obdobju, ki ga označuje druga stopnja komercializacije zemljiškega gospodstva, prihajala v svoj višji. Nadaljujem. Kmečka trgovina je ob tem dobivala nekatere nove značilnosti. Poleg tega, da je v nasprotju s prejšnjim obdobjem kmet sedaj v vedno večjem obsegu posegal trgovino z blagom poklicne meščanske trgovine in s tem še v povečani meri rušil pedal veljavno družbeno delitev dela, bi naraščalo tudi prekupčevanje kmetov z najrazličnejšimi pridelki in izdelki drugih kmetov. Kot tretja značilnost v kmečkih trgovini, smo že v 15-16 stoletju, pa se je tedaj pojavilo to, da se je podložnik, med drugim tudi zaradi naraščajočih trgovskih prometnih tehnologij, koliko bolj gremo v koncu 16. stoletja, v večji meri posvečal politikotarstvu. Razlogov za poseganje kmečkega prebivalstva v trgovsko dejavnost je bilo po mnenju Gestrina več. Prvi je bil nuja, ki je izvirala iz težnje zemljiških gospodov pod plačevanjem feudalne rente v denarju, predvečanjem davčnih bremen s strani feudalnega gospoda in države. Poleg tega vidi dodaten razlog v majhnosti kmetij, katerih donosnost ni zadostovala za poplačevanje naraščajočih davkov in plemiške rente. Razlog za proces delitve kmetijskih obratov pa vidi v naraščanju prebivalstva, se zapiše, da je bil populacijski razvoj eden poglavitnih vzrokov za proces delitve kmetij na manjše enote in za začetno diferenciacijo na vas. Na tej točki si vedno znova zastavim isto vprašanje, ne samo pri Gestrinu. Ali je pojmljivo, da bi kmetje delili svoje kmetije in se s tem naravnost ogrožali svojo eksistenco, ne da bi sprejemali ukrepov na področju delovalnih praks in poravnavanja rojstev, vsaj z načrtovanjem porod svojih dedičev. S tem ne želim zagovarjati stališča, da je ekonomska racionalnost edino gibalo človeka. Pa vendar, ali je zamisljivo, da bi slovenski kmet skozi stoletja vztrajno ravnal ekonomsko neracionalno? Ali ni morda pričakovanje virov dohodka onkraj samooskrbnega kmetovanja omogočalo in spodbujalo delitev kmetij, ki je vendarle zavestno dejanje? To pa nas vrača v vprašanju razumevanju kmeta kot pasivnega sprejemnika, ki ga poganjajo več zunanji impulzi, ali pa kot aktivnega akterja na področju kmečke ekonomije. Kot smo omenili, je Gestrin med dejavnike njenega spreminjanja in preoblikovanja v ekonomijo, ki vključevala neagrarne vire dohodka, uvrščal predvsem element pritiska od zunaj. Zdaj pa še naše vprašanje, pomemben prevod po Gestrinu, citiram. Opisani proces komercializacije zemljiškega gospodstva je kmeta sam posebej potiskal v neagrarno področje, dejavnosti in zlasti v trgovini. Tako so povečane denarne dajatve kmeta mnogo kje nujno silile v kupčevanje. Tu kmeta zunanji dejavniki silijo in potiskajo. Ne trdim, da navedeni dejavniki niso odigrali nobene vloge, prej nasprotno. To, kar želim poudariti, je vprašanje, ali res moramo kmeta obravnavati tako, kot da bi ne imel svojih namer in pričakovanj, kot da bi ne bil dejavnik. In kaj meni Gestrin o tem?
Kljub temu, kar sem doslej prebral citatov iz Gestrina, se pri interpretaciji vzrokov in povodov za vključevanje kmetov v neagrarne dejavnosti Gestrin ne omejuje na identifikacijo zunanjih dejavnikov in pritiskov od zgoraj, ki se sicer navaja in tudi poudarja. Majhnost kmetij in nuja po dodatnem viru dohodka v denarju zaradi davkov in bremen po njegovem mnenju vendarle nista bila edina vzroka za širjenje kmečke trgovine. Poseganje kmetov v trgovsko dejavnost vidi tudi v želji po pridobivanju denarja in trgovski podjetnosti kmetov. Posebej tovorništvo vidi kot pomembno dodatno gospodarsko dejavnost podložnikov, pri kateri se kažejo uspešnost, navajam uspešnost, stabilnost in delamo celo uveljavljanje podjetniškega duha. Kot navaja, so posamezni kmetje na leto prodali po 500 do 1000 tovorov blaga in celakrat dela živili. Kmečka trgovina in tovorništvo sta po njegovem mnenju močno vplivala na celotno gospodarsko, družbeno in preostalo dogajanje na Slovenskem. Navaja, prinašala sta kmetu neravno majhen vir dohodkov in sta ugodno vplivala na razvoj blagovno-denarnega gospodarstva in širjenje trga na slovenskem ozemlju ter povečevala njegovo gospodarsko moč. Torej se kmetom vendarle priznava nekaj samoiniciativnosti in obenem težnjo po izboljšanju svojih življenjskih pogojev. Niso povsem pasivni členi, ki bi se enostavno in avtomatično odzivali na zunanje okoliščine in pritiske, temveč jim Gestrin priznava uspešnost in celo uveljavljanje podjetniškega duha. Ko berem te besede, mi nekako odzvanje pojem industrioznost, ki ga je Defis uporabil za zahodno Evropo. Ob tem lahko ugotovimo, da je po Gestrinovem mnenju tovrstna kmečka ekonomija, ki je v znatnem obsegu zajemala dejavnosti zunanje kmetije na trgu, v zgodnjem novem veku na Slovenskem imela tudi pozitivne makroekonomske učinke. Po eni strani se s tem lahko strinjamo. Po drugi strani pa bi lahko tovrstno kmečko ekonomijo uvrstili med razloge za šibak razvoj urbanih središč na Slovenskem, skozi ves novi vek. Hkrati bi se veljalo zastaviti vprašanje, kakšne ekonomske razmere je ustvarjala taka kmečka ekonomija v smislu pogojev za gospodarski razvoj v naslednjih stoletjih, na primer v dobi industrializacije. Ali je ta značilnost dolgoročno delovala spodbudno ali zaviralno? Na to vprašanje še nimamo odgovora. Če smo z Grafenauerjem ugotavljali težavnost rekonstrukcije gospodarskega računa posamezne kmetije, že pri kmetijskem delu slovenske kmečke ekonomije, je to še toliko bolj velja za kvantifikacijo njene neagrarnih dimenzij, ki predstavlja enega najtrših orekov v slovenskem prostoru in ekonomskem zgodovinopisju zgodnjega novega veka. Na to temo je Gestrin v svojih delih prispeval veliko količino podatkov in informacij o posameznih primerih, ki jih je pa težko povezati v neko koherentno celoto, ki bi ne bila le narativne narave, temveč tudi kvantitativno osnovana. Da bo bil ta problem jasno prisoten, kaže dejstvo, da se mu je Gestrin posebej posvetil na primer s prispevkom k kvantifikaciji kmečke trgovine v poznem srednjem veku in 16. stoletju, ki ga je samo opredelil kot prvi poskus v tej smeri, oziroma poskus prikaza metode za izračun ali bolje za približno ceno obsega kmečke trgovine. Pisalo se je leto 1978. Gestrin in Grafenauer sta se precej blizu tudi v povezovanju kmečke ekonomije s kmečkimi upori. Tako Gestrin, ki se je poglobil v kmečko trgovino kot ozadje kmečkih uporov, jasno zatrjuje, da so upori v času viškov boja slovenskih kmetov proti tovarcem izbruhnili vedno takrat, ko so dohodki kmetov od trgovine in neagrarne dejavnosti upadli. Med obravnavo Grafenauerjevih smo pri zadnjem poglavju. Med obravnavo Grafenauerjevih spisov o kmečki ekonomiji na Slovenskem v zgodnjem novem veku smo že omenili, kako je izrazil potrebo po prodoru samo notranjost kmetije za rekonstrukcijo njenega ekonomskega računa in dejanskega obsega posameznih kmetij. Tudi Gestrin nam je pustil nekaj kritičnih priporočil glede raziskovalnih nalog in sicer vsaj v članku nekaj pogledov na gospodarsko zgodovino na Slovenskem iz leta 1982.
Citat, ki sem si ga pritipkal, je izredno dolg, zato bom samo poudarke povedal. Gestrin poudarja premočno uveljavljajoči pozitivizem in deskripcije, poudarja potrebo po kvantifikaciji, poudarja pomen po čisto človeškega faktorja, kako se izraža, pomen študija procesa komercializacije, posebej podeželja kot ključ za navezavo slovenskega prostora na širšo evropsko ekonomsko zgodovino, umešča slovenski prostor med Zahod in Vzhod in poudarja, da zlasti slabo poznamo gospodarski razvoj, na primer 17. in začetka 18. stoletja. V vsakem primeru je viden interes do umeščanja slovenskih razmer v mednarodni okvir, do gospodarskih gibanj, torej dinamik. Zanimiv je tudi namig, da naj odgovor na vprašanje prehoda v dobno industrializacije na Slovenskem iščemo na podeželju. Menim, da sta nadaljevanje raziskovanja in nadgrajevanje rezultatov morda največji poklon, ki ga zmore zgodovinar svojim predhodnikom, saj gradimo na njihovih temeljih, če jih sploh doseže. Zaradi tega bom v sklepnem delu na kratko predstavil tiste, ki so po mojem mnenju in v luči zgoraj predstavljenih Krafenavorjevih in Gestrinovih prispevkov ter pozivov osrednje aktualne raziskovalne naloge na področju slovenske zgodovine podeželja in kmečke ekonomije. To pa so potreba po konceptualizaciji, kvantifikaciji in pa po komparativnosti. Slovensko zgodovinopisje že več desetletij ugotavlja, da je ena izrazitejših značilnosti zgodovine slovenskega podeželja ta, da so kmetje zelo posegali poljnega agrarnih dejavnosti in da v velikem številu kmetovanja na svojih kmetijah in so mogli preživeti. Potem razpolagamo s komaj pregledno množino drobnih informacij in raztresenih podatkov. Pri čemer na polju zgodovinske rekonstrukcije in interpretacije pretežno ostajamo na narativni ravni s slabotnim povezovanjem posameznih znanih elementov. Naj ponazorim problem. Kako moramo še vedno, ko se oziramo v bolj oddaljena stoletja, imeti v mislih kmeta, ki se samoskrbno preživlja od kmetijstva in obenem videti kmeta, ki se podi na trgu, ne da bi obe strani iste stvarnosti združili v koherentno celoto. Smo se vprašali, ali kmetijske in druge dejavnosti tvorijo morda zaokrožen sistem in kako delujejo. K razumevanju domačega sistema kmečke ekonomije lahko pomembno prispeva primerjava z drugimi prostori, saj na ta način mogoče ugotoviti podobne vzorce, ampak tudi morebitne slovenske specifike. Koliko smo poskusili primerjati značilnosti slovenske zgodovine podeželja in posebej kmečke ekonomije z drugimi stvarnostmi, in kaj bi sploh primerjali, če imamo bolj kot neopisane, pa tudi konceptualnih in interpretativnih orodij, ki bi omogočili primerjavo, in kako bi to počeli, če po več desetletjih od Grafenavorjevih pozivov in Gestrinovih poskusov, če nimamo zadovoljive kvantitativne osnove, na podlagi katere bi lahko primerjali tudi številke s številkami. Na primer, pišemo in razlagamo o premajhnih kmetijah in njihovem drobljenju, a za obdobje pred 19. stoletjem še vedno razpolagamo z zelo skromnimi primeri. Za zaključek bom povedal, s čim se ukvarjamo. Na področju konceptualizacije smo ta problem skušamo preseči z razvojem koncepta, torej na konceptualizacijo kmečke ekonomije na Slovenskem z izrazom integrirana kmečka ekonomija. Šli smo skozi primerjalni proces z tujino, povezani smo z Italijo, Švedsko, pa tudi Japonsko in dogradili to schemo, ki je bila prvotno zgrajena na primerjavi med Slovenijo in Italijo samo. Prizadevamo si tudi k izgradnji neke kvantitativne baze, sicer zlasti bolj za primorski prostor. Gre za dolgotrajno delo in v zadnjem trenutku sem se odpovedal možnosti, da bi vam pokazal še tabele in številke, ki se mi zdi, da sem bil itak dovolj dolg. No, upam, da se